Preživljam noč na vojaškem prepovedanem otoku z grozljivim parkom. Zapuščen, prepovedan in po govoricah straši. Ta je uklet. Hrano si moramo ujeti sami. Ko pa pade noč, se bomo soočili s povsem novo težavo. Prekleto, vse v mojem telesu je naenkrat otrpnilo. Fantje, trenutno smo prepotovali do konca sveta, da bi prišli do globokega modrega oceana. In danes bomo doživeli nekaj najbolj norih otokov na planetu Zemlja. Tudi domačini na glavnem otoku si ne upajo odpraviti na te otoke, fantje, ker krožijo zgodbe o smrti, duhovih in še marsičem drugem. Ta otok trenutno upravlja vojska. Torej ni nobene možnosti, da bi šli tja brez darila v znak dobre volje. Tako v bistvu dobiš dovoljenje za vstop na otok tukaj. Moramo preveriti, ali lahko ujamemo kakšno hrano, ki bi jim jo dali, da nam dovolijo raziskovati otok. Imamo tudi celo škatlo cigaret in nekaj denarja. Fantje, nimam pojma, kaj bomo danes doživeli, ampak sem dejansko mal nervozen. To bi lahko postalo res noro. Ostali bomo celo v noč, da vidimo, kakšno je vzdušje. Upam, da bomo ujeli kakšne dobre živali. Gremo, stari, čas je, da začnemo ribariti. Poskusili bomo prepričati vojsko, da nam dovoli raziskovati otoke. Trenutno smo dobesedno sredi ničesar. Tako da ne vem, kako bo danes potekalo, ampak gremo v to. Imamo obiskovalca, poglej to. Na poti na otok. Juhu! O, živjo! Poglej ga! O! Je čist zraven nas. To je noro. Obstajajo zgodbe o divjih stvareh, ki so se zgodile na tem otoku pred nekaj stoletji. In veliko ljudi na celini verjame, da je ta otok uklet. Danes bomo to preizkusili. Prva naloga je, da preverimo, če lahko najprej dobimo hrano. Ko bomo to opravili, bomo dejansko lahko šli na otok in potem bomo izvedeli nekaj več o tem, zakaj naj bi bil ta kraj domnevno uklet. Ne vem, kaj bomo srečali na tem otoku. Ne vem, ali bomo našli kosti, človeške ostanke, vse take stvari. Približujemo se malo. Ojoj, skoraj si padel s čolna. Približujemo se še malo bližje. Zdi se, da imamo tukaj nekaj obalnih grebenov. Mislim, da želi kapitan, da grem v vodo, da vidim, če lahko ujamemo kakšno ribo. Vojaška baza je tam gor, na tistem otoku. Lahko jo vidiš v daljavi. Od tam upamo, da jim bomo lahko prinesli neke živali, ki nam bodo omogočile dostop. Vzamemo podvodno puško in skočimo v vodo. Čas je, da preverimo, če lahko dobimo kakšno hrano. Moramo prinesti darilo v znak miru. Gremo. Prav, imamo otok. Gremo. Lep mali ulov. Pravzaprav kar med potopom tam. In morali smo priti na otok, ker nas je nekaj ljudi opazovalo. Uspelo ti je ujeti eno majhno ribo, majhnega jobfiša, ki jim ga bomo dejansko dali. Upam, da nam bojo dovolili raziskovati ta kraj in potem videti, kakšen je ta kraj v naslednjih nekaj urah, ko bo sonce zahajalo v noč. Poglej, kako čudovit je ta kraj, za tako imenovani ukleti otok. Ta kraj je trenutno res lep.
To je vojaška baza tukaj zgoraj, potem ko se javimo. Ja, in ali lahko naredimo sliko ali ne. Torej, ugotoviti moramo, ali lahko snemamo ali ne. Morda nam ne bojo dovolili snemati tukaj fantje, ker se tukaj očitno dogaja veliko vojaških stvari, tukaj trenirajo in vse. Ampak ta otok je popolnoma nenaseljen. Samo ti fantje živijo tukaj. In obstaja precej grozna zgodba o tem, ki vam jo bomo povedali malo kasneje. Ampak zdaj se moramo prijaviti, da vidimo, ali nam bojo dovolili snemati in vse ostalo tukaj. Mogoče trenirajo? V redu, počakamo tukaj. Hočejo, da snemamo. Ja, mislim, da nočejo, da snemamo. Hej, brat, prinesli smo ti ribe. Zdaj. Hej, fant. Avstralija, brat. Lahko se peljemo z ladjo po njej. Kako ti je ime? Diki. In ti si marinec tukaj. Si ti marinek? Treniraš? Tukaj treniraš, ja? Za indonezijsko vojsko. Ja, v redu. Kako dolgo so že tukaj? Eno leto. Eno leto. Nobene ženske, brat. Eno leto. Nobene ženske. Nobene ženske. Pred časom je nekdo rekel, da tukaj umre veliko ljudi ali nekaj takega. Kot jezero s truplom v njem ali nekaj takega. Si slišal to zgodbo? Ja. Nekdo je rekel, da na tem otoku straši ali nekaj takega. Kaj je to? Ja. Tu straši. Ja. Torej, so mogoče tam zunaj trupla? Kot lobanje in kosti in take stvari? Ja, v redu. No, dobro je vedeti. Ugotovili bomo, ali na tem kraju straši ali ne. Poznaš Blood Lake tukaj? Poznaš Lake One Lake? Blood Lake. Ja, Blood Lake, vem. Veš? Ja, veliko ljudi tam umre ali nekaj takega. Ja, legendarnih 1000 evrov zlata. Vaščani so umrli v tem jezeru. Ja, pravijo, da ni dobro območje za kampiranje, ker je močna energija, veliko duhov, mogoče kaj takega. Ja, pečeš se. Ja, kot slabi duhovi. Slaba energija? Ja, slaba energija. Mogoče, ko se stemni, postane tukaj strašljivo. Ja, v redu. Mislim, da bomo izvedeli. Hvala, fantje, hvala. Hvala, fantje. Uživajte v svoji ribi, prav? Najlepša hvala. Prav. Očitno je bilo pred časom tukaj velika vojna in niso imeli kam dati vseh trupel. Tako da so jih preprosto odvrgli na sredino tega otoka in tako je nastalo ogromno pokopališče. In kot ste videli, verjamijo, da je tukaj neka čudna energija in duhovi ter podobne stvari, seveda zaradi vseh teh ljudi, ki so bili ubiti in zdaj strašijo na tem otoku. In ja, mislim, da smo mi pač taki, da bomo dejansko poskušali ugotoviti, ali je vse to res ali ne. Zaenkrat predlagam, da skočimo na čoln, gremo loviti ribe in vidimo, če lahko dobimo kaj hrane. Na to odpravo smo praktično prišli brez hrane. Potem pa bomo šli v noč, da ugotovimo, kaj se tukaj dogaja. Trenutno samo uživam v dobri energiji. Upam, da kasneje ne bo prehudo tukaj. Ne vem, kako se počutim zdaj. Tisti tipi so me malo prestrašili, ko so govorili o vseh tistih čudnih duhovnih stvareh. Ampak gremo na čoln, ujemo kakšno ribo. Ej, skoči na to stvar. Najprej moramo dobiti nekaj hrane. Potem pa bomo ugotovili, ali tam straši ali ne. Ne vem, zakaj se smejim.
V redu, fantje, imamo svojo ribo. Čas je, da gremo na otok, zakurimo ogenj in ugotovimo, ali tam res straši ali ne. Ravno zdaj prihajamo na plažo. Zgleda neverjetno, človek. Nekaj ur se bomo sproščali, zakurili ogenj, pojedli to ribo in se pripravili na noč, ki je pred nami. O, poglej kapitana! Dal mi je opravilo. O, brat, se šališ z mano. To je Nautilus, ki ga je naplavilo na obalo. Velik star fosil. S tem krajem nekaj ni v redu. Ko so prišla malo prej, je bilo tukaj nekaj čudne energije. In dejstvo, da tukaj živi samo vojska, to je res zelo čudno. Ne vem, kaj za vraga naj čaka skozi noč, ampak že zdaj se počutim nekoliko na trnih. Težko je opisati, srce mi bije zelo hitro. To je vojaška baza tam za menoj. Samo nabiram kup lesa v teh grmih tukaj. Dej ga noter in potem lahko poskusimo zanetiti iskro. Prav, imamo našo čudovito ribo jawfish, ki smo jo uplenili prej danes. Ena mojih najljubših rib za jesti v celem oceanu. Imam svoje jeklo in kresilo. Prižgal bom ogenj in potem bomo spekli našo ribo. Prav, uspelo nam je! Ja! O, bog, dobro opravljeno. Peče se na ognju. Joj, ta stvar me opeka. Iskreno, fantje, ni nič boljšega kot sveža riba, pečena na ognju ob sončnem zahodu. Cel dan sem potapljal in komaj čakam, da se lotam tega. Čas je, da tega poredneža očistim. Nož bom potegnil od njegove analne odprtine vse do glave. Poglejte, pravkar smo ga odprli. Njegov želodec je poln. Nekaj je jedel. Velik rez, tako, in vse to odstranimo. To je njegova trebušna votlina, prav tam. Ima nekaj v sebi, poglejmo. Wow, človek, oglej si to. Mejhen triggerfish, ki ga jedla. Mejhna usnjača. To je noro. V redu, poskušam nož voditi čim bližje hrbtenici, tam. In kar poskušam narediti, je, da meso razprem na plosko. Vidite lahko tukaj, ribo smo razprli na plosko. To je pripravljen, da gre naravnost na žar. To je dobesedno kot velik krožnik mesa. In to bomo dali na ogenj. Odšel bom v grmovje in naredil stojalo, na katerega bomo lahko dali ribe. Vsak ima rad dobro stojalo. V redu, fantje, ogenj že gori. Okoli ognja imam 4 kose palic. Naredili bomo lepo stojalo, na katerega bomo lahko dali ribe. Dal bom s kožo navzdol, takole. In to se bo počasi peklo. Razlog, zakaj to naredim, fantje, je ta, da se meso tako lepo odpre. Namesto, da bi koža ščitila meso, je popolnoma izpostavljeno. Tako se bo hitro speklo. Izgleda neverjetno. Fantje, dobesedno sem bil cel dan pod vodo in zdaj sem res lačen. Zadnja stvar, ki si jo želim, je preživeti na tem otoku, kjer me celo noč nadlegujejo preklete prikazni. Ampak tukaj smo zaradi tega. Kar noro je pomisel, da so ljudje včasih živeli tukaj in zaradi recimo nepravilnega odstranjevanja trupel so se odločili, da želijo oditi od tod. Neki ljudi na celini mi je rekel, naj sploh ne prihajam sem. Ko bo sonce zašlo, bomo videli, a je ta kraj res strašljiv ali ne. Trenutno imam vsep nek čuden bolan občutek, kot da je s tem krajem nekaj nelagodnega. Vzdušje je težko. To je težek občutek in res ne vem, kaj naj si mislim ali naredim glede tega. Ampak ko se bo noč odvijala, vam bom povedal točno tako, kot se počutim. V redu, fantje, naša riba se kuha že približno 30 minut. Zdaj jo bomo vzeli z ognja. Ne. Izgleda neverjetno, človek. V redu, to bomo odnesli do roba vode. Imeli smo dolg dan potapljanja in komaj čakam, da to poskusim. No, poskusimo. Poglej to meso tam. To je neverjetno, človek. Vidite, da nam sonce zahaja za obzorjem. Jaz se bom lotil tega obroka, užival v tem in se pripravil na noč, ki je pred nami. Pridi, kapitan, pridi uživati. Dobra, v redu, dobro, a ne? Zelena riba vedno tekne. Če bo danes ponoč noro, poskrbi, da bo čoln pripravljen. Prav? Ja, prav. Tam gre sonce. Imamo še zadnje ure svetlobe. Moramo ugotoviti, kje za vraga bomo spali na tem otoku. Imamo čudovito vreme, tako da nam ni treba skrbeti za dež, kar je ena dobra stvar. V redu, tole je tabor za nocoj. Jaz bom šel nabrat še malo drv in poskrbel, da bomo imeli lep ogenj. V redu, sonce zahaja za obzorjem. Zdaj je res dobro vzdušje. Ne vem, ali tukaj straši ali ne, fantje. Ne vem, če verjamem v take stvari. Če se zgodi kaj norga, vam bom zagotovo povedal. Pokazal vam bom, kje razmišljam, da bi spal nocoj. Tukaj zgoraj v teh grmih je nekakšna postavitev, ki jo je očitno naredila vojska. Je kot nekakšen kotiček za sprostitev. In tukaj razmišljam, da bi spal. Verjetno lahko tukaj preprosto preživiš noč. Pravzaprav ni tako slabo. Pokazal vam bom razgled, ki ga imam.
Poglejte tole. In tukaj se bom sprostil. Tako sem utrujen. Zdaj je verjetno okoli 8. Tema je že približno 1,5 ure in vse se zdi v redu. Nič res čudenega se ni zgodilo. Samo uživam v naši mali koči. Tako da upam, držim pesti, da bo šlo tako naprej. Kaj za vraga je bilo to, človek? Pravkar sem nekaj slišal tam zgoraj v grmovju. Resno, ne hecam se. Si prepričan? Ja, stari, presežem. Nisem ničesar videl. Ne, stari. Ne vem, ali so to živali ali kaj je. Nekaj je tukaj zgoraj. Slišal sem nek zvok ravno v tem grmu tukaj. Ne vem, ali se mi meša, ali kaj se dogaja, ampak nekaj sem slišal ravno tukaj. Ne vem, ali se mi meša, stari. Počakaj, kaj je bilo to, stari? Počakaj, kaj je bil ta zvok? To je bilo noro, stari. Gremo. Počakaj, vzemi svojo torbo, vzemi jo nazaj. Gremo, kje je kapitan? Na čovnu je, stari. Lahko spiš na čovnu. Gremo, pojdi no, počakaj, imaš vse s sabo. Tega še nikoli nisem doživel. Vse v mojem telesu je postalo hladno, dobil sem kurjo polt in tresavico, stari. In moje srce je noro razbijalo. Gremo. Stari, morali bomo zbuditi kapitana. Ja, ni važen, stari, ni me briga. Spravili ga bomo ven. Gremo. Stari, toliko dober je biti na čovnu. Cool, stari.